Dobrodošli v nov video. V zadnjih dneh smo dobili kar nekaj snega. Izgleda čudovito. Par novosti, smrekica ni več, Mikino drevo je tam in mislim, da je še bolj všeč kot prej. Še vedno imam ta Pantry Fridge Challenge, torej challenge hladilnika in shrambe, da si nič ne smem kupiti, da lahko jem vsem, kar imam doma in mi je šlo kar dobro. Vam bom na hitro pokazala, kaj sem jedla te dni, ko nisem snemala za slovenski vlog, ampak za angleški, tako da vidite, kaj sem dejansko jedla. Evo, to sem jedla prejšnje dni, najprej kanelon, ki sem ga jedla 2-krat v tem tednu in še malo solate, malo kečapa. Šla sem ven jesti, kar se ne šteje pod challenge, ampak se nočem vse kvalitete življenja si poslabšati zaradi tega challenge. In pol, ko sem domov prišla, že po nekaj urah, sem si naredila tak, bom rekla, sendvič z ostanki nan kruha in solato. Pol zjutraj sem si naredila jajca s tostom in sirnim namazom. Pol na streamu sem spekla kruh in skuhala lečino juho, tako da sem jo tudi pol imela za še večerjo in sem jo tudi jedla pač 2-krat ali 3-krat v tem tednu. In naredila sem si še sladek krompir, steak in brokoli. Ok, jaz sem zdaj zmontirala angleški video in je bil ful dolg, tako da je kar trajalo. Zdaj imam pa čez 50 minut stream od zunaj, torej ven grem, po moje bom snežaka naredila ali pa, ne vem, bomo samo hodili, ne vem še. Moram nekaj pojesti, mislila sem, da bom še lahko šla v trgovino, ker moram bratu še kupiti drugo polovico darila, ker ima rojsten dan. Zdaj sem pa glih vzela iz mrzovalnika še en kanelon, ki ga imam od mame, tako da sicer ni odmrznjen, ampak glede na to, da se cvre, ne rabi biti odmrznjen, se bo že pol zravno. Spila sem tudi čaj danes, ker bo dolg dan. Torej, kaj še imam plan za danes? Torej, stream, po streamu grem v trgovino in po trgovini se že začnem spraviti, ker gremo v center, bomo šli na par pirov, tako da ja. Sobota je danes. Jutri grem domov, zato ker ima Maja, moja kolegica, rojsten dan, pol v torek ima pa brat rojsten dan, tako da grem spet domov. To so plani za ta vikend. Mogoče se grem ponedeljek smučati, sam še ne vem, ker vreme ne izgleda najboljš, malo sem žalostna, ker bi se ful rada šla smučati. Bomo videli. Ok, že drugič ta teden, kaneloni in rdeča pesa in malo kečapa in majoneze. In tak pol ure imam cajta. Sem se odločila, da si še kuhančke naredim. Tako da ga bomo dali tu noc. Bomo probali. A bom polila? Po moje, da ja. Seveda, da sem polila. Ok, jaz sem ready, zdaj pa hiter. Čop, 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 se vidimo po streamu. Oh, the doggo is coming to me. Is he gonna attack me? Ja, pa kje pa si? Ja, pa kje pa si? Ja, pa kje pa si? Ja, pridem tukaj. Ja, pridem. Ja, pridem. Hey, hey, hey. Go back. He's so excited he's not listening to the owner. I'm making a small snowman, so I feel tall, you know.
Ok, stream je bil fajn, naredila sem snežaka. Sicer je bil bolj mali, ker nisem mogla rolati snega, ker je bil preveč trd, ampak je vseeno nekako ratalo. Zdaj se pa spravljam za center in potem sem prišla domov ob 5 in čez 20 minut je bila trola, ki pač ni šans, da jo dobim. Tudi če si ne bi zdaj delala te kodre, ne bi bila pravi cajt, ker sem mogla Miko nahraniti, se malo z njo postiskati in zamenjati torbico in se obleči, tako da sem se odločila, da grem na taksi. Reč toliko pa, da sem zdaj tukaj živčna, pa da zamujam. Ali bi zamudila, ampak noče. V bistvu sem hodila še nekaj pojesti in mislim, da mi lahko rata. Po moje bom potrdila taksi čez 10 minut. Moja si bom en sendvič naredila, pa eno proteinsko čokoladico bom pojedla. Čakam taksi, pa jem eno proteinsko čokoladico. V English pubu smo, holiday pubu. Miška, jaz sem te tako pogrešala. Utrujena sem. Oh my god. Fajn je bilo, drugače, ful smo se naplesali, malo napili. Zdaj pa make-up si spravim in grem spat. Oh my god. Dobro jutro, spet sneži. V 9 sem se zbudila in zdaj sem ležala v postelji. Moram dokončati video, pač dodati glasbo in to. Bolj počasi spakirati in iti proti Koroški. Dreamed about nothing else other than you. I always thought I'd be waiting in vain, but suddenly there you were. Never thought it'd be easy to feel you in my arms. When you're here and I'm alone, and I wonder about you, 'cause I can stay till the morning, stay till the dawn, but just hold me now. I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind, 'cause right now we're not together and I lose my way then. Oh, I feel so much better whenever you're around, whenever you're around. Whenever you're around, whenever you're around. Is it too late to feel you? Is it too late to tell you about how much I'm sorry for the things I have done, for the things I never did? But I promise, dear, I'll never let you go. So don't let go, get close to me. Oh, don't let go, get close to me. My body's waiting for you. I know your body's been waiting too. I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind. Ok, jaz sem spakirala, zdaj pa nesem v avto. Pol Mikico spakiram, ko spi kot top.
Ja, zbudi se, gremo počasi, ja. Well, maybe it was fate when you walked in the door. I could have sworn I've seen your face before. So glad that you said hi, 'cause I was way too shy. What would have happened if you just had passed me by the night? We keep on drinking, keep on wishing for someone out there to hold. All those little moments, the bites you didn't catch me looking over your shoulder, just at the right time. Those little moments all led me to you. Only God knew about all those little. Kako je lepo zasneženo vse, oh my goodness. Ful bi nekam šla hoditi ali pa ne vem. Noč pa se jutri kam spravim. Zdaj grem pa do Maje, zavila sem darilo, kupila sem ji v bistvu en tak hudi pulover od ene firme Komegli. Ful je smešno, Komegli zadnjič govorila o tem in pol sem si jaz šla malo pogledat te zadeve. Pa sem ono, to bi bila zares nakupila. Upam, da ji bo všeč, če ne si pa itakla zamenja, ker pač ful je težko oblačila izbrati, pa tudi dobro velikost približno, veš, ampak okus ima pa vsak drugačen, tako da kakorkoli, če hoče si la zamenja. Zdaj v bistvu čez pol ure dobi brat obiske za rojstni dan, tako da bom videla, ko prijem domov, če bom še tukaj. Maja burgerje dela, oziroma naredila je pač te kruhe pa pleskavice, tako da danes mi bo res pasalo. Ko ima v dve pesmi, tej za... Dobro jutro. Prostovoljno sta tukaj spala, ha? Skup. Dobro jutro, Mika. Dobro jutro, ris. Sneg. Well, maybe it was fate or a part of his plan. Giving me you was like giving me another chance. Thank God that you said hi, 'cause I was way too shy. What would have happened if you just had passed me by the night? We keep on drinking, keep on wishing for someone out there. Evo, jaz grem ciprese pucat, ker je ful snega gor in so se upognile. Ata je že večino naredil, pa sem rekla, da bi jaz tudi, da malo migam. Gre pa dež zdaj, malo bedno, ampak pol naj bi spet sneg šel. Škoda, kakšna stopinja manj bila. All those little moments, the bites you didn't catch me looking over. No i pancarjata me naštimo na novo. Shoulder, just at the right time. Those little moments all led me to you. Only God knew about all those little moments. Ok, smo stream čez slabo uro in zdaj iščem ideje za sliko, neko zimsko sliko bi naredila. In sem si zamislila, da je tak zasnežen gozd, tračnice in vlakec, pač ne vem, v tem smislu, tako da bom to skicirala pa pol slikamo na streamu. We keep on drinking, we keep on wishing. 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 All those little moments, the bites you didn't catch me looking over your shoulder, just at the right time. Those little moments all led me to you. Only God knew
Ja, ni mi kaj dosti ratalo naslikati kot ponavadi, tako da bomo nadaljevali naslednjič in ja, ko bo prišlo do kakega napredka, vam pokažem. Dober dan, je že drug dan, ne vem, koliko se vam kaj javljam zdaj za vikend, tako ponavadi bolj slabo. Danes imamo moj brat rojstni dan, torek je in dobimo par obiskov. Mislim, da bomo jedli danes burgerje, pa najprej bo še kosilo, tako da grem zdaj peč vratovino na žar. Mama je spekla burger bunse, kakšni lepi so. Tu pa zvoni ta mačji zvonc. Ne vem, če sem vam pokazala, kupila sem mačji zvonc. Tu je senzor. Tu je muček. Tu pa zazvoni, ali pa lučko imaš, ali pa oboje. Tako da ne raje tata mama skozi gleda, da pride. A ne? Prisnet. Ok, ker so bile v ponedeljek slabe razmere, tudi v torek ni bilo najboljše, pa itak je brat praznoval, sem se odločila, da bom si vzela vso smučarsko opremo v sabo v Ljubljano in ne bom čakala zdaj 2 tedna, da prijem nazaj domov in se grem smučat, tako da ja, bom se šla nekje v okolici Ljubljane oziroma pač tu nekje, da sprobam nove pancerje. Evo, jaz sem nazaj v Ljubljani, včeraj večer smo šle okoli 8:30 proti Ljubljani in ja, tako da imam danes cel dan za kaj delati. Video sem že večini zmontirala, vam hočem pa moje zimske jakne pokazati, ki sem jo dobila, nisem je še odprla, tako da nimam pojma, a mi je prav, a bo vse cool. Vem, da sem zadnjič rekla, da si ne bom nič kupila do spomladi, ampak to zimsko opremo, pač pancerje, pa to, pa še ne čevlje sem imela pač že prej v planu, da si kupim, ni zdaj ono, bom rekla, nepotrebno. Torej ne vem, neko majico pulover, ker imam milijon puloverov, zagovarjam se malo. Naročila sem na Bluetometu, tam imajo te take, kako se reče, deskarske, pa smučarske stvari, pa bolj skaterske. Drugače sem si pa naročila znamko Volcom. Ja. Upam, da mi je prav izgleda cool. Ok. Moram reči, da je na spletu izgledala bolj siva, čeprav je pisalo, da je viola, ampak mi je všeč taka pastelna barva. Pač na eni strani sem hotela pač neutralno, ampak ne črno. Dajmo pot! Zdaj treba smučati, da ne? Ok. Dam srajco spod, ampak se razumete. Oh my god, sem prav smučarka. Ja, mislim, kar se številke tiče, je sigurno cool, ker nočeš da je preveč oprijeto, ampak te vseeno fajn stisne. Ta notranji del je ful fajn, ker čutim, da mi drži lepo dol, da se ne dviguje. Sploh ne rabim šala. Ja, čakaj, jaz sem se pa še nekaj sem se vzela, sem pozabila. Šal, ki je v bistvu iste barve. Iste barve tudi ta spodnji del. Ta spodnji del jakne. Tako da zvone res mrzledni. Drugače te Gore-Tex materiali imajo ponavadi, pač si lahko odpreš tukaj, da ti zrači,
ker so drugače vodoodporni in pač zadržijo temperaturo. Da če rabiš malo prezračitve, imaš ponavadi tukaj pod pazuhom. Zdaj pa moram nekaj pojesti, ker je ura 2, pa sem lačna in po mojem si bom kar jajca naredila ali pa mogoče celo omleto. Omlete že dolgo nisem. Imamo nek kruh od burgerja, mi je mama dala, tako da ja. Še kar bom nadaljevala ta challenge s hrano do konca tedna, danes je v bistvu že sreda in bom probala do konca tedna, torej petek še ne, da ne kupim hrane in to bo skoraj pol 2 tedna brez da grem v trgovino, tako da mislim, da mi kar gre, no, pa se tudi pač realno nič ne pogrešam, tako da ja, probajte, če imate to možnost. To je pa tako dobro. Jaz edino pri sadnih čajih ne morem jih piti brez cukra. Zdaj sem si dala metnet. Neka sladicah, ful okusno. Torej, medtem ko pijemo ta čaj, sem se odločila, da pokomentiram, komentar oziroma vprašanje, ki se ful pogosto pojavlja pri teh letih in to je, zakaj si izbirčna. Ali pa, če ne je bila izbirčna, že imela koga. Mogoče tudi pri mlajših se to pojavlja, pa pri moških ženskah, mogoče pri ženskah je še ono, ja, biološka ura tik-taka, ne, in te zadeve. Vse v teh pritiskih družbe sem že govorila, ampak vse druge bolj skrbi za tvoje življenje kot tebe samega. Tako da, če hočete, si lahko tudi tistega pogledate. Danes sem bolj fokusirala na to izbirčnost, ki za mene ni izbirčnost partnerja. In kot jaz ponavadi na koncu videa naredim tudi misel dneva, recimo današnja misel se bo povezovala s tem, kar govorim, in to je živi in pusti živeti. Torej, živi kako hočeš, dokler ne oviraš oziroma prizadeneš koga drugega, živi kot živiš in pač niti treba komentirati način življenja nekoga drugega, ker se ti z njim ne strinjaš ali pa ker ti drugače živiš. Sam to. Živi in pusti živeti. Easy peasy lemon squeezy, ja, ne. Doskrat se tudi povezuje s tem, a imaš partnerja ali ne, s tem, koliko si vreden, a ne. Mogoče sploh pri ženskah, če imaš partnerja, ona ima pa fanta, pol pa se že začne, kdaj bo pa otrok, pa bla bla bla, morata pohiteti, ker je pa tek. Te stvari se ne da prisiliti, okej, tako da, ja, mogoče se izgibate teh komentarjev. Dobro, jaz sem imela dve dolgi zvezi v svojem življenju. Ena je bila, ko sem bila dosti mlada, pol druga je bila v študentskih dneh. Pač vsaka je imela svoje izzive, probleme in svojih razlogov se je pač končalo. Tako da jaz mislim, da on kar dosti izkušen, ker pač je biti v zvezi, jaz za sebe mislim, da sem res ful potrpežljiva, tudi pač prilagodim se, ampak vseeno moraš biti pač tudi svoj človek, a ne, in ne se pustiti manipulirati, pa ne se pustiti, da te nekdo ne spoštuje. Ampak ko si z nekom toliko cajta, doskrat te stvari spregledaš, se na njih navadiš, ali pa si govoriš, pa se bo boljš. Ali pa tudi nekateri mislijo, se ne bom nikoli več najdel koga takega, ja, hvala Bogu, da ne boš, a ne, zato tudi nisi več, nočeš biti z nekom več, a ne. Ampak ja, vsak ima svoje težave, jaz ne bom nobenega obsojala. Jaz sem bila v situaciji, ko mi ni bilo enostavno iti stran, ampak pol ko greš, vidiš, da je čisto nov svet out there in vse bo cool, obljubim, da bo vse cool.
In zdaj se mi zdi, da malo bluzim, da se navežem na to, zakaj jaz mislim, da sem izbirčna, oziroma zakaj imam take standarde, ko mislim, da imam čisto obične standarde, nič posebnega. Torej, za dobro zvezo nista dosti sam ljubezen pa privlačnost, a ne, pač ja, sej, mislim, privlačimo se lahko z marsikom, lahko nam je na videz marsikdo všeč in na začetku je vse cool in fajn, ampak pol pa ugotoviš, da nimaš istih vrednot, da nimaš istih ciljev, istih predstav v življenju, kako bo živel življenje, torej stil življenja nimaš iste. To je ful pomembno v zvezi. Poleg tega, da se itak spoštuješ, mislim, da je to logično, čeprav enim ni. Torej, spoštovanje, kako se nekdo do tebe obnaša, kako se pogovarja s tabo, a naredi to, kar je rekel, da bo naredil, ali sam govori in pol naredi ali obratno, ali pa sploh ne naredi in s tem tudi dobiš zaupanje v nekoga in meni osebno je ful pomembna ta sigurnost, da je v bistvu nekdo tvoj, kot da te varuje, pa ne da jaz rabim varovanje, I'm strong, independent woman, ne, pač ta sigurnost v zvezi mora biti, da veš, da se lahko na nekoga zaneseš, da bo tam tudi, ko boš slab dan imel ali pa ko bo karkoli v življenju težkega, ker vedno bo. Meni osebno je tudi pomembno, da imamo isti smisel za humor, da se lahko pohecama pač na podoben način in dokler tega ni, mene to ne zanima. In mislim, da imam tako res čist najbolj basic, bom rekla, standarde. Ti se odločiš, s kom boš preživel celo življenje. Ko grem v zvezo, je to zavedno, pač v moji glavi je to zavedno, itak da ne vedno pač rata, ampak zato sem tudi mogoče bolj zadržana, kar se tega tiče, ker pač vem, kaj sem čez dala, kaj nočem in tak naprej. In ja, to je partner za celo življenje, ti boš s tem partnerjem živel, rasto in če ti partner ne izboljša življenja, ampak ti ga poslabša, boljš, da si sama, ne. Vem, da so težke stvari v zvezi, verjemite mi, ampak v glavnem mora biti boljš z nekom, ko pa ko si sama, ne. Tako da eno življenje imamo, ne se zadovoljiti z neki na pol, ker ni vredno. To je to. Upam, da ste uživali v tem videu in se vidimo naslednjič. Čau! Missing someone